Hvala, Maruša, tukaj iz edogodek.si. Zdaj, v temle videu gremo res čez en delček, oziroma en tak droben delček kreiranja spletnih video izobraževalnih vsebin. Za kaj bolj podrobnega pa priporočam, da najprej v bistvu štartaš, sploh če me še ne poznaš, če ne poznaš filozofije dela, da štartaš z brezplačnim spletnim tečajem oziroma nekim takim online programom. 7-dnevni programček je, to se pravi eDogodek.si brezplačno, peljem čez celoten proces, kaj je treba vedeti, kaj je treba znati narediti, kaj vse v zvezi s tehnologijo in tako naprej. Tukaj lepo v temle pa res samo en droben pogled v to, kako si lahko oziroma kako lahko implementiramo in kdaj sploh je to primerno implementirati zvočno podlago in pa zvočne efekte v spletnem izobraževanju in pa v spletnem in pa v edu-marketingu, to se pravi v promociji naših spletnih izobraževanj. Ko govorimo o zvoku, moramo ločiti najprej dva različna tipa zvoka, to se pravi eno je recimo zvočna podlaga, to se pravi nekaj, kar je glasba v ozadju in traja dlje časa. Običajno to lahko čez cel posnetek ali pa recimo čez neko daljše, ne vem, recimo 10, 15, 20 sekundno področje videa, recimo, ne. Druga varianta so pa zvočni posnetki, zvočni efekti. Zvočni efekti so pa v bistvu, si lahko že predstavljate, pa efekt nečesa, ne, recimo, ne vem, so gume zaškripali in je to res en tak kratek sound, en kratek zvok, to se pravi res, recimo, ne vem, 5-6 sekund traja in je res na neki določeni točki. Zdaj, kdaj sploh v spletnem poučevanju uporabiti te zadeve, ne? Zdaj, ko govorimo res o spletnih video lekcijah, to se pravi res o spletnem izobraževanju, potem bom jaz tako rekla, da v bistvu je treba takrat res razmisliti, ali je zvočna podlaga oziroma kakršenkoli zvočni efekt res nujen. Namreč moramo se zavedati, da nekateri udeleženci so bolj, bom rekla, auditivni tipi, to se pravi preferirajo pač neke te slušne zvočne efekte oziroma pač bolj sprejemajo informacije, ki so podane auditivno, in v tem primeru zna marsikoga recimo lahko zmotiti, da je, ne vem, tam neka glasbena podlaga, ne. Moramo se mi zavedati, da v bistvu mi te glasbene podlage, ko je enkrat vgrajena noter v video, kot udeleženec jaz ne morem izklopiti, ne. Jaz, če je to povezano z vašim glasom, to se pravi, če vi takrat tudi govorite zraven, sem jaz kot udeleženec prisiljena slišati vas in vašo glasbo skupaj, in če povečam glasnost, jakost, povečam jakost obojega skupaj, ne. Tako da tukaj je treba res razmisliti, tako da recimo, ne vem, primer meditacije in te zadeve seveda imajo, tam je smisel ali pa neke vodene vizualizacije, ki jih dodamo recimo v spletne tečaje, tam je seveda smisel, da imamo zraven tudi zvočno podlago, da bi jo pa dajali zraven samo zato, ker je fino jo imeti, je pa tako, ne, da pač je treba fino razmisliti, ali ima res to, se pravi, to vlogo. In podobno tudi z zvočnimi efekti, ne. Zvočni efekt, ni fino, da tam nekje dodamo blink, cink, ne vem kaj vse, da bo tam, bom rekla, šumelo in skakalo in se slišalo, če ni res, bom rekla, neke nujne potrebe potem, da pač da ima zvočni efekt tam dejansko neko učno vlogo, ne, recimo, ne vem, da bi zdaj učili o, ne vem, o gumah, ne, pa da slišimo, ne vem, zvočni efekt gume, ki je še v redu, pa gume, ki ni v redu, recimo, ne, to bi bil primer zvočnega efekta, ki je na mestu, da je noter, če pa to dodajamo samo za to, za neko pozornost, je pa tako, kot sem rekla že prej, treba premisliti, če je to res primerno in pomembno. Potem je še v okviru spletnih tečajev omenila še eno stvar, ki jo tudi včasih opazim pri video, bom rekla, pri kreatorjih teh spletnih tečajev, namreč dostikrat, če damo neko video produkcijo, ne, naredijo vse videe z neko intro špico, ne, to se pravi s tisto uvodno špico, in tista uvodna špica ima ponavadi tudi še neko glasbo, pa nek uvod, pa tako naprej. Zdaj, če si vi to predstavljate, ko imate vi eno tako učno lekcijo v spletnem tečaju, ki ga predeluje oseba, to se pravi, ta udeleženec ga predeluje lekcijo za lekcijo, ne, in recimo v eni uri predela 5, 6, 7 ali pa še več takih lekcij, zna biti zelo moteče, da mora vsak video se začeti z nekim takim intro zvokom in z neko tako uvodno in po možnosti še zaključno špico, ne. To je totalna izguba časa, totalno, pač bom rekla, fokus gre stran in tako naprej, ne. Torej, jaz v teh primerih, to se pravi, ko govorimo o nekih učnih lekcijah,
je torej dve stvari, to se pravi, da res premislimo, ali ima to, bom rekla, dejansko učno vlogo, oziroma da ima nek efekt, ki ga želimo doseči, to se pravi, tako kot z meditacijami ali vodenimi vizualizacijami, ali je to samo zato, ker mi tam želimo, da je neki lepo fancy šmensi, pa da vse blinka, pa nekaj ropota, pa tako naprej. Druga stena je pa seveda, če mi uporabljamo te zvočne efekte, pa bom rekla neke zvočne podlage v nekih promocijskih videih, skratka, ko govorimo o nekem edo-marketingu, kjer dejansko v bistvu deleženec običajno, oziroma neka stranka ali pa gledalec na YouTube recimo mogoče vidi samo posamezen video, tam je pa mogoče smiselno dodajati efekte, tudi recimo ta konkreten video, ki ga zdaj gledaš, ima recimo zvočni efekt, vmes zvočni efekt tega tipkanja, pa ima recimo, oziroma tisto že kar skoraj glasbena podlaga, ker je malo daljši, pa ima recimo razne zvočne podlage, vmes krajše zvočne inserte, ki napovedujejo nek nov del in tako naprej. Ne. Tako da jaz bi rekla, da moja presoja je, da so najbolj uporabni te neka zvočna podlaga in pa neki zvočni efekti, kadar delamo mogoče neke promocijske, predstavitvene videe, pa že tam moramo biti precej pozorni, da ne pretiravamo zadevo, pa da v bistvu imamo slušno urejeno. Ne. Že jaz včasih svalim, ker se mi ne da recimo čisto do nule ukvarjati z glasbo oziroma z zvokom, pa včasih potem pustim, mogoče da je zvočna podlaga majčkeno preglasna napram recimo v primerjavi z mojim govorom, pa zna biti motečo za kakšnega auditivca. Zdaj, edini efekt, neka zvočna podlaga, ki bi jo priporočila pa recimo v spletnih lekcijah za, bom rekla, za izobraževanje, je pa, kadar delate video vodiče, oziroma vse tako jaz sama uporabljam, zdaj pač vi boste presodili, če je to vam všeč ali ne. Namreč, kadar naredim video vodič, ki nima mojega govora zraven, ne, to se pravi, kjer samo nekaj kažem, pa v bistvu zraven mogoče dodam napise, kaj delam ali pa kaj je treba narediti ali pa kaj tanska, takrat si pa jaz, bom rekla, dovolim to svobodo, da v bistvu dam zraven tudi to podlago, torej glasbeno podlago. In pa seveda pač v tem primeru pa imajo možnost, ne, udeleženci, ki jih to moti ali pa ki mogoče so glasba ni všeč, lahko v tem primeru seveda zmanjšajo ta zvok in v bistvu gledajo samo napise na ekranu. Ne. Zdaj, če se tukaj pač posnetek potem zaključi v določeni fazi in pa začnete z govorom, ne je fino pa tudi na ekranu zaznačite, da naj se zdaj pa zvočnike prižgejo nazaj oziroma naj povišajo jakost. Ne. Skratka, res iz to glasbo bodite res previdni, manj je več, boljše je manj, kakor pa več, ker, tako kot rečeno, se jo ne da, bom rekla, toliko kontrolirati enkrat, ko je noter embedena oziroma zapakirana. Tako, zdaj si pa še poglejmo, kako to zdaj izgleda v praksi v Screencast-O-Maticu. Zdaj lahko imate brezplačen Screencast-O-Matic, tudi v tistem deluje, lahko je plačljiva verzija, edino kar bo ta postopek, jaz sem zdaj na plačljivi verziji, tako da bo postopek izgledal mogoče majčkeno drugačen v tejle fazi, drugače pa zadeva deluje enako. To se pravi, tukaj le gremo v edit, če smo v plačljivi verziji, drugače bo itak, boste prišli noter padali v posnetek. Zdaj, najprej bomo, v bistvu posnetek, zdaj klele sem jaz izbrala en posnetek, ki je v resnici govoreča glava, pa sem jo klele desno zgore, če lahko vidite, pomanjšala na čist majhen delček, tako da nas ne bo motilo. Lahko je to posnetek, ki je narejen v obliki govoreče glave, lahko ste naredili posnetek na telefonu, pa ga vozili v Screencast-O-Matic, lahko je to posnetek samo, ko ste snemali Screencast, to se pravi, ko ste delali Screencast, torej snemanje zaslona. Lahko je bilo to scripted recording način, to se pravi, kjer ste najprej posneli govor, pa potem mogoče dodali kakšno sliko ali pa video ali pa kaj takega. Skratka, bistveno je, da pač nek posnetek v osnovi imamo. Ne? To se pravi, tukaj spodaj lahko to časovnico vidite, da imamo že nek govor oziroma nekaj posneto in ta govor je tale narration, klele, ki ga imamo pod audio blokom. Tako da v bistvu bomo zdaj najprej dodali, v prvi fazi bomo dodali glasbo, to se pravi zvočno podlago, ki jo želimo imeti čez celoten posnetek. Gremo tukaj v music, pokljukamo tale music in nam bo tukaj, če nam ne bo dal avtomatsko, ker sem že prej izbrala, če vam pa ne bo dal avtomatsko, pa to se pravi nabor glasbe, pa pogledamo glasbo tukaj pod spustnim seznamom. Zdaj nekaj glasbe je že noter, tudi v brezplačnem, v plačljivem seveda je boniteta, da imate nekaj več glasbe.
Če ste neko glasbo med zadnjimi, že na zadnje uporabljali, bo zmeraj tukaj, tako da ko enkrat izberete svojo glasbo, je to potem v bistvu en klik, da poklikate tukaj izbrano. Če ne, pa pogledate med temi glasbenimi predlogi. Vsako glasbo lahko tudi poslušate najprej. Skratka, in ko se za neko določeno glasbo odločite, bom jaz tukaj dala tega battle varianto, jo uvozi. Takole ste videli, še enkrat se postavi, takole se vam začne dogajati, vidite tukaj drawing audio. Tega v resnici zdaj niti ne boste videli, ni tako, kot je pri slikah ali pa pri nekih drugih elementih, ki jih ustavimo, tam se izrecno vidi, da je pač nek element nekje gor. Tukaj je element čez celih 7 minut posnetka, kolikor je ta posnetek dolg. Torej, če imate pokljukano music, bo pomenilo, da je ta glasba čez celotno dolžino posnetka. Zdaj, jaz priporočam v tej fazi, da potem posnetek poslušate in je zdaj tako, če ste dodali glasbo v ozadje, bo on tako ali tako prilagodil, bo program sam prilagodil glasbo, to se, mislim, ne glasbo, ampak jakost glasbe. Torej, v delih, kjer imate vi posnet govor, bo ta glasba majčkeno nižja, v delih, kjer nimate posnetega govora, bo ta glasba prišla bolj do izraza. Tako da to je super delati za kakšne vodene vizualizacije ali pa meditacije ali pa kaj takega, ker tam enostavno pač jakost se prilagodi temu vašemu govoru, in tam, kjer so deli tišine, deli pauze, pač jo pojača. Zdaj, če je glasba v tej fazi premočna, mislim, previsoka jakost, imate tukaj na tehle 3 črticah možnost, da jo povišate ali pojačate ali znižate. Tako da v bistvu samo klikate v bistvu gor increase volume, enkrat, dvakrat, ali pa obratno. Ostalega načeloma ni treba nastavljati, razen če se pač boste poigrali še karkoli drugega. Načeloma pa, bom rekel, za neko tako osnovno delo, čisto samo to zadošča, da če ugotovite, da je glasba mogoče prenaglas, jo znižate jakost, torej na teli puščici, oziroma povečate jakost. Podobno lahko tudi z narejšnjem naredite, to se pravi, ta govor, ki je posnet, tudi tukaj se lahko poigrate, pa mogoče jakost govora znižate napram glasbe, kakorkoli. Ok, to je bila zdaj ta naša glasbena podlaga, pa bom mogoče probala tukaj zaigrati malo. Hvala, Maruša, tukaj. Zdaj, na dolgo sem Ste slišali, na začetku ta glasba vedno štarta majčkeno bolj potihem, tako da to morate upoštevati. Če delate recimo, ne vem, vodeno meditacijo, kjer bi želeli vi imeti že na začetku, preden začnete govoriti, nekih 5 sekund glasbe, morate seveda najprej nekih 5 sekund tišine dodati, zato da bo že takrat glasba začela igrati. Tako da tukaj s pavzami se zelo lahko veliko poigrate, da dodate te dodatne točke praznine, kjer v bistvu potem bo glasba se predvajala. Ok, to je bil zdaj en tip glasbe, ki poteka, to se pravi dobesedno zvočna podlaga, ki je čez celoten posnetek. Druga varianta, ki jo pa zdaj Screencast-O-Matic omogoča, je pa dodajanje zvočnih posnetkov. Recimo, da bi mi nekje zvočnih efektov, pardon. To se pravi, to je pa tam, kjer bi mi dodali samo za kratek čas nek poseben zvočni efekt. Recimo v teh mojih videih smo že rekli, imam tam kaj tipkanje. Se pa postavimo na tistem delu, torej, kjer bi radi dodali zvočni efekt in gremo pa zdaj pod toolse. To je pa v bistvu v tej vrstici oziroma v tem naši orodjarni. In imamo tukaj le sound. Spet tudi tukaj boste imeli music, kar pomeni tudi tukaj načeloma lahko dodate glasbo, ki pa je, to se pravi, razlika med glasbo, ki jo dodajamo iz sounda, torej iz teh orodjarne, pa v primerjavi s to glasbo, ki jo dodajamo tukaj desno pod audio delom, je v tem, da tukaj lahko naštimamo, torej če gremo pod sound, lahko glasbo naštimamo, nastavimo, da je samo določen čas. To je tista bistvena razlika, tako da tudi tukaj imamo tudi tukaj nabor vse te glasbe, v bistvu vseh teh zvokov in vsega tega, oziroma glasbe pravzaprav, in jo pa lahko določimo samo za določen čas. Tako da to je ta bistvena razlika. Na podoben princip deluje pa torej tudi zvočni efekti, samo da nas pelje v knjižnico z zvočnimi efekti. Spet poiščemo nek zvok, recimo, tukaj kaj pa je s tem mačka mjavka, dajmo poslušati.
Ok, recimo, da bo tale cvileča mačka v redu, ne. Smo dodali, ne. Ta zvokec je zelo kratek, vidite 72 sekund, lahko ga malo, v bistvu ja, sam tale konkretno je samo 72 sekund, ne. Nekateri drugi so daljši, pa dajmo poslušati zdaj tukaj. Zdaj smo lahko slišali, imamo moj glas, pa imamo tisto zvočno podlago, ki smo jo prej dodali, pa še ta efekt, ne. Tako da te efekte lahko tudi v končni fazi, nekateri so daljši, tako da vidite, tale recimo je 2 sekundi, skoraj 3 sekunde, skratka, in jih potem samo premikamo in prestavljamo tam, kjer točno želimo imeti, in pa tudi pri efektih. Zdaj efekt se pa vidi, klele mečkam bolj takale oranžna varianta je, ne, če se tukaj postavimo, oziroma bom jaz povečala mojo časovnico, če se tukaj postavimo, je ta efekt, če na njega kliknemo spet, dobimo to varianto, podobno kot smo rekli prej pri Music, da lahko zvečamo in znižamo jakost. To je pa pravzaprav vse. Razen tega, da v bistvu lahko tukaj potem, če se igrate, boste videli, imate tudi opcijo Import your music ali pa med soundi, ali pa med sound efekti imate tudi možnost Import your sound effect, tako da če poiščete, če nečesa ne najdete, neke glasbe, ki bi bila ustrezna, ne najdete tukaj v naboru v tej obstoječi knjižnici, lahko kadarkoli greste in poiščete neko drugo glasbo oziroma nek drug zvočni efekt, boste samo pozorni pač potem na tiste komercialne pravice, ali je treba navesti, torej avtorske pravice, ali je treba navesti, ali se da uporabljati v komercialne namene in podobno. Tako da, evo, uživajte v svojih prijetnih zvokih, ki jih boste vstavili v svoje video vodiče oziroma v svoje videe.